To bo pa zdaj v življenju, vesolju in sploh. Zdaj se šele začne. Zdaj se šele začne. Mi trije smo navajeni, da se je treba besedo izboriti. Slavko je poslušal edino epizodo, kjer smo imeli gostjo in je opozoril, da to, kar smo tudi mi sami ugotovili, da ji nismo dali doskrat besede, ampak imate z dvema profesionalcem, z enim bivšim profesionalcem in z enim profesionalcem upravka, tako da kar majte tremo. Jaz se počutim, da bi šel zdaj le basket igrati. Nisem rekel, da bomo treba, čeprav jo imamo. Meni se zdi, da bi šel zdaj le basket proti Lukatu pa Goranu. Sami domači v bistvu. Z Donketom. Z Donketom pa z Gogjem. On gre še zmeraj. Njega poznam 50 let. Tega 35, tebe 20, pa še več, tebe pa tudi 30, po moje. Po mojem, da bo tle nek, Tam nekje, Daj si sam cel majk, kar cel štender se, da je malo bližje. Okay. Zdaj pa grizeš. Vsi skup se že 500 let poznamo. Kako je zdaj številkam pa to? 100%. Ogromno, preveč. Tako da, v glavnem, to sem hotel reči, besedo izboriti, si dejte, če bo treba, ampak po mojem bomo, glede na to, da imamo ta koncept krožnega gospodarstva, oziroma kako se temu reče, panel po angleško, bo itak vsak malo govoril, ampak če pa ne, pa... Boš pa prevzel vlogo moderatorja. A bom? Ja, ne vem, ali bomo pa tako, ali bomo pa eden bo evolviral v moderatorja. Prav. Če ne se bo pa magično zgodilo na montažni mizi, ali kako že. Bo montažer zrihtal, A to že snemamo? Ja, zdaj že snemamo, Ujebenti. Nič, a gremo mi kar v avizo. Prav. Zdravo, štoparke in štopari. To je podcast o eni najznamenitejših in čisto gotovo najuspešnejših knjig, kar jih je kdajkoli prišlo iz velikih založniških hiš malega voza. Bolj priljubljena kot življenje se prične pri 555, bolj iskana kot osebni pogled na teorijo o velikem poku izpod perese 3 prse vlačuge z erotiko na 6. Gre za knjigo, ki je nepogrešljiva spremljevalka vseh, ki bi si radi ogledali čudesa vesolja. Za manj kot $30 $30 na dan in na platnicah nosi z velikimi prijaznimi črkami natisnjen napis samo brez panike. Ampak to še ni vse. Tokrat nismo z vami samo mi trije, Aljo, Peli in Zi, kot ste bili navajeni v več kot 150 epizod. In kakor ste najbrž že slišali, če ne ta pa prejšnji teden, ko smo skupaj z njim obdelovali najstarejšo trilogijo v 4 delih. Tokrat pa se bomo zakopali v stvari, ki se tiče življenja, vesolja in sploh vsega, birokracije in ne vem, še milijon stvari. Tudi tokrat so z nami 2 gosta. In to sta Miha Šalekar in Miha Šalehar, se upravičujem. Bravo, Šalekar. A vidiš, kaj si rekel, da ste profesionalca? 30 let se poznava z ne znam brati. Ne verjamem, da se res poznate. Miha Šalekar in Slavko Jerič. Pozdravljeni. To, kada Peli ta, da se moramo menjati. Mislim, da bo drug to povedal. Danes je bilo malo drugače. Zijo je malo naroden. Mal mi je, mal sem za Švico. Ponovadi Peli predstav goste, ne? Ja. Jecam se. Zdaj že čisto kofu. Meni je že hrčak v glavu začel laufati, mi zdaj je res tako. Se meni tudi, ali si ga videl? Živijo Miha, živijo Slavko, kako sta? Čudovito. Super. In smo... to se pravi, krog številka 7 bomo šli zato ker je čas na naši strani.
Kaj, čas je Čas za za oglase. oglase. Tako da, Govoreč o zelenih papirčkih. ja, če smo že glih pri oglasih, hvala za seribe.si. Hvala lepa za podporo vsem, ki že in tistim, ki še boste. Zdaj pa pejmo na zadnje vprašanje našega, kaj počnete ti, Slavko? Spet si na vrsti. To se pa tako sliši, kot en glasbenik izdati nov CD, pa ga vpraša novinar. In kaj zdaj počnete? Ja, no, se že dolgo, odkar si ta zadnjo knjigo izdal. In kaj zdaj počneš? Pišem knjigo. Vidiš? Kot Miha. Ne? Ja, vidiš. Ja. In kdaj bo? Čakam, urednik je rekel v začetku pomladi. Da bo. Okay. Ja. Zdaj smo pa že, po moje, začeli pomlad. Ja, pomlad je že tu, to je začetek pomladi. Uredniki tudi niso tisti, kar so bili. Ne? Jaz mislim, da naslednja knjiga je poljudna o statistiki, o številkah. In je urednik Aljoša Harlamo nekako ciljava, da pred začetkom novega šolskega leta. Aha, se pravi, imaš še cajt. Mislim, knjiga je napisana že par mesecev. Uredniški proces. Aljoša preveč dela, gleda tam neke TV serije. Ja, Podcaste snema. Dober podcast. Ja, se strinjam. Sicer absolutno podcast obot poslušajte, če še niste. Pa mrš knjigo delati. Urednikovat pa to. Mi pa zabavna šala pižame, to je prav podcast obot, da je to najboljši produkt Štajerske. Sem res, jaz sem pošel, zanj sem ugotovil, ker sem se na številkah srečal z Harbom in je rekel, mi da so bili pa z Andrejem sošolca s Predinom, oziroma prijatelj so neki in tako, pa ste vsi trije. Kaj Štajerci? Ja, pa saj en dober skriva, čeprav v bistvu oba dva. Jaz sem sam en mislil, da je Štajerc, pustimo. Kako pa tvoja knjiga, Miha? Ja, mislim, da bom dobil vprašanje, kaj delaš. Kaj delaš? Ja, mislim, mogo bi knjigo napisati. A bi rad odgovarjal, kaj delaš, ali kako je tvoja knjiga? Ne, ker nič tazga ne delam. Ne. Kosilenco sem danes hotel iskati na servis. Ja. In se je popravil. Ne. Jutro bo pa dež. Si lihal sem reči, da jutro dež vidi. Rob McKenna z ovinkom. Ja, drugač pa pišem eno knjigo. Kaj pa tema? Tema je pa 53.472 perov. Wow. A si jih izračunal? Naslov bo najbrž, tudi tak delovni naslov je Notranji pir. To je bil tak moj slogan včasih še z radijskih petkovih popoldnevov. Tega bi mogel ponuditi. Knjiga bo posvečena rabi alkohola. Rabi ali zlorabi? Ali. Se mi zdi, da eni molekuli, ki je tako močno zaznamovala moje življenje, lahko darujem in tudi mene oblikovala, brez nje nikdar ne bi bil to, kar sem. Se imaš prav. Da jim moram darovati tako enih 300 strani zgodb, prigodb in razmišljanj o njej. O etanolu, seveda so bili zraven, verjetno še kakšni višji alkoholi, ampak. Sigurno. Tudi kakšen nižji kdaj. Tako da recimo, bom tako rekel, ob slovesu. Ob slovesu. Ob slovesu, tako je. Ja, ob slovesu sem se odločil, da je to nasplošno en tak ful družben fenomen, ki je vreden obravnave. Ki je to en tak čudovit fenomen, ki je tako zelo naš, da ga sploh ne jemljemo kot nek eksces. Da mi smo tukaj, imamo neko drogo, ki moraš praktično se zgovarjati, zakaj ne jemlješ. Edina legalna droga, edina legalna droga, ki se moraš braniti. Ja, edina je še enega zlizu. Edina legalna droga, ki počasne skozi družbene norme jo ponotraniš do te mere, da ti je čisto normalno biti pol življenja. To je cirka 15 let v mojem primeru, med pijan mačka pa biti, bom rekel, fiziološko, intelektualno in spiritualno zastropljen. Pa sem bil jaz pretežno vikend bojevnik, imaš veliko hujše pijance. Ja, jaz sem bil tudi pretežno vikend bojevnik. Ker mi je šlo vedno na živce, še to ne, vedno mi je šlo na živce, ne. Vedno so mi šli na živce te protialkoholni ambasadori. To so bili ponovadi, tam
Ja, pizda, mi imamo zdaj akcijo 40 dni brez alkohola, koga čmo, ne, dajmo Blaža Švaba, pizda, to je model, ki še na štofelc ni stopil v življenju, ja, veš. Ne veš, kako bo on brate pijance nagovoril, razumeš, pa tamle Igor Eugen Bergant, pa ga imam rad, razumeš, ampak Ja, pizda, a si kdaj spil kvadratni meter pera model? Nisi, ne? V enem večeru, ne? Ne o tem govorijo ljudje, ki o tem neki vejo, ne? In kurc, če pač recimo temu, da je to ena snov, ki jo res obvladam. To je res. Ampak, stari, to mogel biti podcast na to temo. Ja, tudi o tem razmišljam. No. Ker se mi zdi, da je to pomembna tema. Če boš kaj rabo, poklič mi podcast snemati znamo. Ali je že enkrat rekel v našem podcastu? Obljubim, da bom prebral scenarije. Se pravičujem vsem poslušalkam in poslušalcem, ker sem prišel ful nepripravljen. Jaz sem mislil, da je to dosti, da si to enkrat v mladosti pač prebral. Čeprav sem to večkrat, ampak jaz res pozabim te detajle, citate. Sej nič hudega, vse je bilo v redu. Ni bilo, ne. Mislim, super je bilo. Če bo pa ful slabo, pa se poslušalce sprašujete, kje je Miha, smo ga pa zrezali ven. Ja. Na koncu sem mal prišel, zamudil sem. Bom rekel, da začetku, čak bo to že zdaj napisal, posnel. Miha je malo zamudil, tako da bo sam na koncu prišel. Sej sam rekel, da je zamudil, tako da je lahko nekaj, da sem malo zamudil. On je res zamudil. Ja. A ste že začeli? Ne, dobro, v redu je bilo. Ja, cool, ne. A lahko še jaz nekaj Miho vprašam? Čak, sam da še nekaj povem. Ali je že točno imel točno to foro, takrat, ki si rekel enkrat, da v bistvu si toliko vložil alkohol, da bi bilo škoda nehati. Ja, v bistvu jaz sem rekel, da je to moj T6. Alkohol, ne, da je dejansko, da sem res to narazmed. A veš, ker so pa do konca speljali, ne. Ja, seveda, too big to fail se temu reče. Ja, zdaj, ker ti pač doktorju rečejo, da pač ene stvari moraš spremeniti, ne. A ne, doprej je, zdaj, da se navežemo, ja, Paracelsus, ne, pa, ne, da je pač v količini je razlika med zdravilom in strupom, ne? Kje je bil pred 30 leti? Ja. Ne, ti še enega povem, še Winstona Churchilla, da iz alkohola sem potegnil več, kot je on z mene. Tako da... Winston Churchill je tudi rekel, da so fašisti res dobro organizirani v 30-ih, tako da... Dobar, sam... Ja. Se pa je, mislim... Ja, no, vse pol je ugotovo, da niso. Mislim, organizirani so bili čisto dobri, se jim še danes kar gre. Ne vem, recimo. Ne, pa da se treba zgledovati po njih, to je bil malo problem. Ja, po komu? Po fašistih. Mislim, ampak najbrž je misel v smislu organizacije. Veš, to lahko, Winston Churchill, sem hotel reči, da lahko tudi najdeš kakšno. Po internetu je to treba biti malo previden, da ni pol, ne vem, Bob Dylan zraven ali pa ne, veš. A je, da ni. Ne, se čisto prav rekel. Ko bojo v nekem digitalnem vesolju za namci čez par stolet najdel to, da ne bo, veš, citirati Winstona Churchilla v kombinaciji s fašisti, bo čist ta prav žakelj, tako da. V bistvu, ja. To je neče pravičevati. Imaš prav, ja. Imaš prav. Slavko, nekaj začel. Znam se mi pa zobarci, ker se... Zdubu kokain. Nič se ne spomnim. Aj dobra. Se ne spomnim. Aj draga. Se ne spomnim, ja. Aj draga. V bistvu je njena, ne govori dobro slovensko, v bistvu je njena... Polje na koncesijo. Ne. Missing the point. Nekaj rabim zobrco. Ne. Sestra, ampak to je zdaj tipsko vprašanje XY osebe, ampak tipsko vprašanje sestra je potem vprašala mojo ženo, ki sem bil poln plomb, kdaj se Miha Šalehar vrača na radio. Sorry, kaj moram vprašati, ampak takih vprašanj dobim res ogromno in vesolje je pokazalo znak, da se tukaj vidva zdaj uživo, pa moramo v imenu sestre od zobrce pa še koga vprašati. Zdaj sem se ga vzame na koncesijo. Ja, bo odgovoril, da ga je če ga dobi na koncesijo. Zdaj bomo nehali snemati, pa bomo pol... Če boš hodil v cerkanco, evo. To je ful težko vprašanje, ga bom probal v čim krajšem času odgovoriti. Zdaj, zanj še enkrat 14 dni nazaj, sem dejansko jaz sanjal, da mi zjutraj ura zvoni, da grem jaz na radio in sem tudi se blazno besno odpravljal na radio in sem tam svojo ženo nekaj spraševal,
v zvezi s če je videla liste iz printerja, ki so mi prelezali. To si sanjal vse. To si sanjal, ali to sem dejansko sem v pol snu se zbudiš in sem jaz bil prepričan, da grem delati. Ne. In pol sem se mi pomirila, da mi ni treba, ne. Čeprav ura je bila ta prava, ne. Ura je bila dejansko nekje do 5, tako ko sem se zbujal za jutranca, ne. In pol mi prav, ne, Miha, ne, sej je v redu, ti se kar uleš. Pol sem šel valjda scat, ne. In medtem, ko sem scal, sem v bistvu prvič po tem času malo zapogrešal radio. Ne vem, kdaj, ne vem, če se bom vrnil, pa kdaj sem vrnil, pa mogoče se bom vrnil, ampak zdaj se mi mogoče ne zdi ful primeren trenutek. Ne. Boš še malo počakal. Pa tako je malo tudi, veš, se mi zdi, da je še malo prezgodaj, ker v resnici je bil moj prvotni načrt, da bi vzel si en let dopusta, ampak ker se z našim inštitutom, ali kako se že reče, organizaciji, kjer si ti še vedno redno zaposlen, jaz pa ne več, se ni dal to spogajati na en tak način, da meni ne bilo treba dati še 15 € za prispevke, sem pač mogel dati odpoved. Ne. In sem jo pač dal. Ne. In kurcka, da še odpoved je to tudi ena taka zaveza, ne moreš čez pol leta nazaj precepetati. In tako sem imel zdaj celi polni cajtangi tega, kako mi je biznis propadel, razumeš, zdaj šel pa nazaj, bo rekel, lejga, da je prišel pa spet temoniratelj v realnem sektorju, prišel pa javne finance nažerat, kurbeš, komunajze, vem, tako naprej. V bistvu se mi ne ljub tega, v bistvu sem ful vesel. Te razumem, jaz se ne bi šel. Zdaj, kaj so rekel, res, ušiš. A veš, tako, zdaj, je to tema, ki bi sploh nadaljeval z notko. Mogoče, ja, ne, to se ne druge stvari. Vesolje vsema, ne. Mislim, kukačaj, ne. Mogoče sem še kdaj vrnil na radio, mogoče sem tudi na kakšen drug radio vrnil. Kukor si rekel, mogoče podcast? Podcast ziher. Podcast pripravljam ekskluziva. Mogoče celo 2, bom rekel. Ekskluziva. To zdaj ekskluzivno vem. No, eto. To ziherno za radio pa še ne vem. No. Bi se mi zdel pa, tako ful pogrešam naš radio, ful pogrešam Val 202, ful pogrešam ekipo, ki ga res čutim še vedno kot en moj dom in ga tudi še vedno v avtu ful poslušam, ker imam zelo rad te ljudi, s katerimi sem delal in tam sem dejansko preživel najlepša leta svojega življenja, ker prišel sem bil mulc, šel sem pa tako že Orenkfoter, ne. Ampak če kje v naši medijski krajini pogrešam, je, da bi pri nas vsaj še ne 2 ali pa 3 take radijske postaje, kamor bi človek lahko šel delati, če se kje malo naveličaš. Ne. To je v resnici en velik problem, ker nimaš še tam na enem štajerskem radiju ne znam afne guncati, ne, se upravičujem vsem Štajercem. Drug format je, se ni problem, pač, da so Štajerci. Problem je, da ima radio drug format, ne. Ker bi mogel afne guncati. Veš, tudi ne moramo čisto vsemu radio reči. Ne. Se strinjam, ja. Veš, zdaj, če to radio, da imaš tam neke influencerke, ki se režijo, pa ene hite spušaš, pa to ni čistko. Radio je resna inštitucija. Ena resna inštitucija, kjer imaš sodelavce različnih znanj, ki lahko v različnih, bom rekel, vsebinskih predalčkih prispevajo različne presežke. No? Zato sem jaz naš radio res rad. Sej zato je tudi najbolj poslušan radio v Sloveniji, še zmeraj. Pa nam jim zdaj reklame delali, pizda težijo mi, da so se to ekskluziva, ne, sam še to povedal. In pol dobim jaz, razumeš, najprej me tam kliče en vogonski uradnik z naše svoje bivše službe in mi začne jajca treti, da sem jaz njemu dolžen 211 € preplačanega regresa, ne? Zato, ker sem do septembra sem do odpoved. Nisi cel let pa to. In nisem cel let zdaj jaz in to. In kvačmo narediti. Čakaj, tebi so ta regres že izplačali? Ne, so ga seveda izplačali. Kdaj je junija, ne? Lani junija so mi ga izplačali, ne? Seveda to, te davkoplačevalci so to dali, ne? Te plačniki naročnine, ne? In seveda jaz zdaj nisem oddelil za teh ja, seveda, si delal sam 2/3 leta. Tako. In da moram jaz zdaj to vrniti. In
Pa so mi še po pošti poslali. In zdaj tako s takim, tako kot vedno, no, se na koncu bo mi tako, verjetno še te stroške izterjave, ampak me zanima. Boš. Tako, malo se zabavam v tem. Lušten. Veš, človek kraj po življenju ne zabava, pa diveš to se, pa magar z uradnikom iz javnega servisa. Uradniki javnega servisa so to stari presega marsikakšno poezijo. Ne? Tudi vogonsko misliš? Tudi vogonsko. Uradnik je poet, pa se tega ne zaveda. Pa, a veš, bi lahko izkoristil to svojo v bistvu danost, ne? Čeprav, a veš, biti uradnik nekaterim pa sigurno paše. Veš, kaj pomeni biti uradnik? Ne? Biti uradnik v nekem javnem servisu, v javni strukturi, pomeni, da ti skrbiš, da do dogodka ne pride. Kaj ti? Dogodek pomeni odgovornost. Odgovornost se pa deduje po hierarhiji in manj, ko je dogodkov, varnejša je tvoja plovba do upokojitve. In on je pravzaprav sposoben, a veš, ta ves življenjski džus, ves navdih prelit v to, da tiste paragrafe lifra levo, desno, da ti neke popolnoma nerazumljive publikacije z drobnim tiskom pošilja, da te... To je poezija in če začneš to imati kot poezijo, se nehaš izid, ampak hvališ življenje, ki te obdarja s takimi izkušnjami. Zanč, recimo se peljem z avta in ugotovim, ne pridem tja, grem registrirati motor in mi ga nočejo registrirati novega, ker pač mi je izpit potekel, dokument mi je potekel. Ja. Pa sem si rekel, vse super, smo zdaj mi to ful ta digitalizirana družba, bom jaz pogledal na moj mobitel, kot se mu reče, imam Google gor in bom v tipku zdaj tam, a veš, upravna enota naročanje in valjda kliknem naročanje. A misliš, da je to tako tam, da moraš ti, da je številka, da ti sam pritisneš, pa da to že kliče? Ne. Tako, kot za čevlje naročiti, za pico naročiti. Ja, kje pa, to moraš ti. To si moraš ti na kuli napisati. Jaz si ne moram 6 številk zapomniti, kot je Slavko, jaz moram to kuli, ja, veš, tam avtobusno postajo, pokličem. Prav, da se pa moraš pa zbrati 1, 2, 3, jasno navodila. Tako, veš, navodila za naročanje so tako eksplicitna, da ti nisi ziher, a se ti naročil za izpit na enki, na dvojki, na trojki ali pa na šterki. Ne? In jaz najprej provam enko. In ona pravi, gospod, klepa ne morete, tukaj je pa za prijavo, za stalna bivališča. Pa sem jaz rekel, ja, gospodična, pa dajte me pol prevezati. Je prav, to pa ne morem, ne gre, morate na to številko. Sem rekel, ja, mi jo lahko po SMS-u pošljete, ne morem neki, ja, veš, to osebni podatki, okej. Vam jo narekujem, si jo boste zapisali, jaz spet k kraju, vse 4 žmigoce zapišem. No in pol na koncu sem dobil v Medvodah termin. Super. Okay, blizu. Ampak si pa isti dan pa nisi tega storil. Mislim, dokončal registracijo. Kje pa? Jaz sem dobil, to je bilo četrtek, jaz sem dobil tork 8:15 v Medvodah termin. To ni za jebancije, tam je COVID še vedno stari. To je po Medvodah COVID razsaja tam med uradnike, to je noro, to se boji, to ogroža jih, razumeš. Pejte raje v Škofjo Loko, čeprav... S kamionih vozijo z Medvod, ranjene. In pol pridem tja, ne, pa čekaj, to ni konc, ne, pol pridem jaz tja. S fotokopirano homologacijo. Ne? In najprej tam uredim izpit na enem šalterju. Sem rekel, lahko jaz zdaj klele tole registriram, ona pravi, ne, to morate pa kolegici. Ne? In grem jaz tam spet v vrsto, valjda 3 pred mano. Pridem tja, dan tja, prav, opa, to pa s fotokopijo pa ne moramo nič urediti. Kako če so meni tam pri prodajalcu rekli, da imate vi to ne vem, TDLF sistem. Ne, to je uradni dokument, jaz ne morem nič. No. Pogreš pa na avto Krka, pa reče, ja, seveda se mi imamo to TDLF sistemu. Ne pomembno. Skratka. Ampak to je
A veš, kaj je problem? Zdaj si se razgovoril. Veš, kaj imaš samo pravo vprašanje zastaviti. To, ja. Mogli bi več o birokraciji, pa v vogonih. Problem je, da ljudi ne naučimo, da so pravilno sposobni za birokrate. Veš, ker birokrati so zverzirani to, da najdejo pravilno nesposobne v praktično vsakem drugem. Recimo, jaz poznam ljudi, ki jih poznam, da so pripravljeni na vsakega birokrata, edin moja žena, pa še ene 3 ljudje mogoče, ki zmerno na šalterju zmagajo. Veš. Zmaga na šalterju. Valjda, meni ona da za CSD, ki sem mogel jeti. To sem jo tako naštiman, da je ona sam gledala, razumeš, jaz sem pa kaj zmagovač, res. Mislim, sem povedal, da je žena zrihtala, ampak ne. Sem pa vseeno, v minuti pa pol sem bil fertik. Kako si pa ti, Slavko, ti moraš biti norc, po moje, za te birokratske, ki si tako numerično spreten. Ne. Ne, ali kaj? Ne, tudi ne. Ne maram tega. Čim več, če se da pri kompa štima drugače pa. To je fino, ker imaš te otroške dodatke, to pa bom pohvalil birokracijo, da ti shrani iz prejšnjega leta. Evo, ja, če imaš aplikacijo. No. Veš, koliko ljudi ima. Ne, samo to je, če tam klikneš, yes. Mislim, v appu seveda, govorimo o appu. Ne, se po mojem na spletu je isto, ampak je pa to res ful napredek proti, ne vem, letu 2019, ker tega še ni bilo. Kaj pa zdravstvenem domu Šentvid, kjer so uvedli pilotno verzijo nekega, to veš, mi bomo zdaj minister Andrijanič, digitalizirana družba, ne, veš, da mi zdaj ne bomo mi po mailu. In pol nehajo, oni v enem tednu, oni nehajo 1. februarja po mailu komunicirati. Konc svetik. 90% pacientov starih 90 let. Super, ja. Pa že to sem imel problem z mailom. Potem sem šel jaz sem imel zapiskal večkrat na faksu, sigenco tja, tam, TPLF, potegnete ven, samo drag and drop, pa kakšen dres. A ste vi... Potem pa vidiš video posnetke teh tujcev, ki ima s stalnim prebivališčem v Sloveniji, imaš kakšne težave. Ne? Ja. Ne, in jaz pa se nimam za totalnega digitalnega bantuja, se opravičujem vsem bantujem, ne? Ampak kar sem hotel reči, da mi ni ratal. Ne? Ni ratal, ne? Ne, jaz grem rajši v avto, se odpeljem, zdaj, ker za staro mamo hodim, jaz imam v Medvodah doktorco, hvala Bogu. No, saj neki. Ker tam pa niso še tega. Niso še analogni. V Šentvidu testirajo, če pa je COVID. Gre ful dober, ne? Ker ljudje ful manj pacijentov. Ja, ljudje so ozdraveli. Ali pa umrli. Čakalne vrste so zrihtali, tako da so v bistvu tako zakomplicirali proces, da prideš do doktorja, da v bistvu... Digitalizacija v resnici po en strani briljantno. To je o čemer je prej govoril. Digitalizacija pomaga tudi pri pritisku. Digitalizirali smo, lej kako dela. Lej, benga in ker. Pač, če pa človek ne more, pa je tako star, da ne zna, pa lahko tudi umre, če nimam benga. Problem se reši kukarkoli. Seveda, pa še za pokojninsko reformo je to dobro. Dve reforme rešuješ v istmu paketu, mislim, pa to ni še mena vlada do zdaj delala. To je noro. Ja, no. Pa predsednik ima punco. To mi je včeraj povedal. A res? Da je to nam da zdaj cela afera, ker jaz res se pustim. Toliko se pustiš? Ja, nisem vedel. Ja, ne, jaz nisem sicer gledal, ker ne gledam teh občil, mislim, dnevnika še nimamo na streaming servisih, da mogoče bi ga, tako da sem pa slišal, da je bil v gosteh z gospodično, ne, po moje zdaj gospodična, čeprav, če se sama preživlja. Če se sama preživlja, po tej definiciji je gospa vedno, mislim. Ja, no, glavno. Gostoval je televizijski... se samo preživlja. Gostoval je televizijski oddaji, oziroma televizije, ki ima vrstni red obratno od številke 4-2. Dobro. In ko smo pri številki 42, lahko za konec povem še, sem pripravil nekih 42. Se po mojem se pa spodob za to. Nujno. Dobro, da si ne spomnil, da je konc, ko mi še kar ne žlubo udrala. Se to bo potem, ko se reče, bisne v glasbi. Je. Ja, 42, najprej ena matematična, da je to obilno število. Da smo se vsi najprej pogledali svoje trebuhe. Obilno? Prav število ni, ne? Ni bravo. Zakaj pa je obilno? To pomeni, da je vsota
njenih deliteljev večje od števila samega. Sam res. Kaj je to 2, pol tudi? 2. Ne, Vsota njenih deliteljev, ja, je enako pred 2. Največji kot, pri katerem se pojavi Maurica, od 0 do 42 stopinj. Ta bo lepa Maurica. Kva? 42. Če pogledaš kot, pod katerim se pojavi lahko Maurica, največji kot so znanstveniki izračunali 42 stopinj. Wow. Vem, da vsaj Miha pa Peli sta pogosto v kakšnih tekstih nagnjena k razmislekom o verah. Ne? Ja. Sam Miha, ti mislim, da večkrat to ne. Mi od tle doskrat delujemo. Mislim, mi jih ne delo. Kar precej verstev 42 uporablja tako ali drugače. Kako? Bom samo eno sem si zapisal. To me pa res zanima. V krščanski veri je 42 rodov od Abrahama prek Izaka, Davida, Salamona do Jožefa in Jezusa. Je 42 rodov. Veš, to imaš in novo in staro zavezo. Vse pokrije. Coldplay imajo to pesem, ne? 42. Coldplay ne poslušamo, ne. Coldplay ne poslušamo. 2004 so imeli ta zadnjo dobro plato. Okay, Don't Panic. Ja, ok. Ki je tudi zaradi tega so dali tako naslov, kot drugače so hodili Panic, pa so dali Don't Panic. Ja, ker nisem prebral še To so se šlepali. Ja, šlepali so se. Pa mislim, da saj 3 voditelji tega podcasta ste tekači, ne? To pa je ultimativni cilj za tekače. Najbrž maratonska razdalja. Ja, to sem imel še za svoj prvi maraton napisan na majici. Sem si dal prav majico z Douglasovim citatom gor. In si ga pretekal v času? No, 4 ure, 6 minut. Lepa. Sam jaz ga nisem laufal. To je hiter. Ne, to ni hiter, ampak... Je pa prvič hiter. Jaz sem bil 4:35. Bravo. Ja. Škoda je pa Elon Musk rekel, ne. A moraš? On na tej razdalji leti. Ne teče. Njega, ne, če je odgovor 42, zanima, kaj je bilo vprašanje. Tudi Elon Musk je prebral drugo knjigo. Ja. Dokaj je prišel? Dokaj je prišel? Ja. To smo mi geniji. Ne. Ko ste vsi to, zakaj ne marate Elona Muska? Mi ga ne omenjamo tukaj. Ja, je tako. Mislim, mal je... A moramo? A imamo še cajt za kaj? Jaz ne vem, jaz ga ne poznam. Mislim, jaz ga tudi ne poznam. Jaz ga tudi ne poznam. Malo ga bežno poznam. Sam se mi zdi, da... Mislim, jaz sem glih z te razdalje, z tega, ker smo prej se pogovarjali, ne, leti na razdalji, ne vem. Jaz moram pa slamco, ne smem piti več. No. Moram pa s papirnato slamco, ki zgleda tako, kot če one tlačeš nekam noter, ki noče iti. Ja, lej, a veš, treba je biti okoljsko čuječ. Ja, se vem. Mislim, ti moraš biti. Ja, drsti poslanci. So ljudje, ki jih ni treba. Meni je zmeraj zanimivo, da ti v bistvu, kar se ekologije tiče, zmeraj vse na končnega uporabnika prenešeno. Ne? Na slamco. Mislim, ali pa na kozarček. Ampak ne piknik. Ne bomo zdaj rekli, da mora Coca-Cola nehati uporabljati plastične steklenice. Ne, meni bojo mogli reči, ti ga moraš nesti v to dotično kanto. Poslušaj, največji absurd. Prejšnji teden sem bil z neko družbico, ki so neke blazne te oglaševalke. Zdaj to so one bebe, ki imajo superge, ki je nagor. Te so zdaj moderne. Skratka, ki štekajo vse trende. In je ena rekla, da imajo pa oni zdaj za njihovo produkcijo neko, ne vem, kakšen rule, ki sem pozabil tisto, kar je bilo prej, nek ta Greta Mambo Jumbo rule. Skratka, oni zdaj oglase, ker ti ves shit prodajo, ki bo svet v pizdo pahnil v naslednjih 8 mesecih. Ja. Glede do konca 5. knjige. Ne? Ja, ti. Skratka, v produkciji pa ne uporabljajo plastik. Tega pa tega, seveda. Pa tega. Ja, seveda, tega pa tega. Pa imajo papirnate slance. Tako so začeli ugotoviti, da v produkciji, s katero generirajo potrošnjo. Ja, na to potenco stvari. Ja. Kupite plastik. Ne me jebat. Mislim, Ja, v bistvu ne štarte s predispozicijo, da... Ne samo to, da bojo kupili, tudi
transportirati bojo mogli ta krep po celem svetu, razumeš, a veš, ker to se ne zgodi, ne, a veš, vse je, ne, posod je problem, ne, ampak ja, tako da... Kaj? Da smo malo zašli, ampak se glih dobro rad ali pa moramo nehati. Ja, sej. Bomo v predverju nadaljevali. Idemo še kakšno reči o vesolju in življenju in sploh vsem. Ne, verjamete v to, mislim, a veš, teorija panspermije. Kaj? Odkje je prišlo življenje na Zemljo? Ne? Je muterali. Muterali. Ne, propeljali so nas. Ja, no, odvisen... Propeljali so nas. To so zdaj... Ladja B, Golgafričamovska, če smo že prvi. Ne, Ivan Mohorič, planet kaznencev. A to pa druga teorija. Smo v bistvu planet, kamor odlagajo tuji vesoljci, mislim, ne tuji vesoljci, vesoljci odlagajo svoje, tiste, ki se jih hočejo losati. Genetic trash. Ene sorte Avstralci. Australija, taka galaktična Avstralija. Očitno nas pustijo primerne, da smo sami lahko tle, pa da se itak se bomo sami se mi zdi, da se tega tudi, da veš, Douglas Adams malo dotaknil, ne? Seveda, da se je. Je imel točno to idejo, da smo planet kaznatelj. Ti Slavko, ti zihar veš, ta 42, ki je povezan z ali pa ti z DNK vijačnico, s čim takim. Ne, z ničemer. A bi bila kakšna... Ne. Ki mi imamo zdaj 4 organske... Koliko imamo pa teh aminokislin? Malo zmanjka, jih je 23 parov, se mi zdi. Ja. 46, se mi zdi. Daj ti Slavko zmuti, da bo 42. Da imam jaz prav, pa da gremo. No, to nared. Douglas je rekel, da nima nobene veze z ničemer, da se mu je zdela sam kul številka. Laže. Ker so bile teorije, valjda, da laže. A veš, to je tako, kot Don McLean, ki je American Pie napisal, ko vsi vemo, o čem govori, sam noben še ni povedal točno, o čem govori, ne? In on pač ne bo do konca life povedal, ker je it's good for business. O čem pa govori? Ja, ne vemo. American Pie, pa American Life. Mislim, v ameriškem načinu življenja sam baje, da so neki podtoni, ki se vsi sprašujejo, o čem govori, ampak on noče povedati, zato ker bo pač sam ta komat in ga mozega, dokler ga bo lahko, a veš. Kaj predin, tudi sam ne ve, ampak... Mislim... Važno, da vi mislite. Važno, da se ljudje pogovarjajo, pa da se rola, ne. Saj, to je to. Si dober komat. Hvala, da je. Dobar, a smo? Po moje smo neki. Pa končajmo. A smo končali. Smo bili dolgi. Ja, Temo še outro, draga Poba. Ja. Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri smo imeli prvič gosta. In ne samo enega, ampak 2. Sam zdaj, jaz sem tole scenarista prebral, ne, in scenarist je meni napisal, hvala, ker sta prišla, čeprav nista povedala nič kaj pretirano pametnega, ampak to niste drži. Ja, res je. Kategorično zanikamo. Jaz pojma nisem imel. Kdo je to napisal v scenarij? Pizamo materna, toliko pametnega, ker smo zdaj povedali, ne, mislim... Jaz tega nisem napisal in scenarist tudi ne. Tako da Ne bom odgovarjal za to. Kar nadaljuj. Ne, a se lahko jaz posujem s papilom. Bravo. To je pa moj grd hobi. Bravo. To delam samo še pri gostovanju v Obodu, kjer tudi pripravijo scenarij in zmeraj kaj napišem, ali jo še zmeraj napišem. On ne piše, da dobite nas na Facebooku in Twitterju, jaz pa dodam še na Tinderju. Kakšno tako mu pristavim, ampak ponovadi zmeraj tako, da gost ima slabše spade, tako da se opravičujem. Zdaj res nisem štekel, kva scenarista? Se opravičujem. Bravo. Ne morem si pomagati. Če bo še kdaj gost, ne boste več presenečeni. Ja, sej. Ok, dobro. Super. Svaka čast. Hvala pa tudi vsem, ki nas poslušate in podpirate. Pa debatirate najraje na Discordu, lahko pa tudi na družabnih omrežjih, kjer smo posod afno, opravičujemo se.
Z vami smo bili Aljo, To si tudi popravil. Miha, Peli, Slavko in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Napisal je Miha z 2, ali koliko so 3 i, 2. To pa nisem bil jaz, ne. To nisi bil ti. Ne, res. Vzi. Zelo lepo prebral. Tebi sem v uvodniku dodal 555, to sem ti dal. V uvodniku. A sem prebral? Ja, si popravljeno. Ale, Trotel Boba, to je. Bravo. Kar Ron Burgundy, ne beremo, a veš, mi preberemo, ne razmišljamo. Na zadnje, ko si bil prvi bodo, pa se spomnim, sem pozabil vmes. Mislim, zdaj sem se spomnil, ko se je scenarij... Sorry, pizda, jaz sem bil čisto nepripravljen. Top je bilo. Super je bilo. Si bil, v tem delu si mal zamujil, ne? Štoparskem si bil pa zdaj z birokrati vrhunski, tako da top.